Pa si predstavljamo, kaj če osebni prostor ne bi bil samo pameten? Kaj če bi bil živ? Danes se potapljamo v eno res radikalno vizijo prostora, ki diha, čuti in ustvarja skupaj s tistim, ki v njem biva. In vse se začne s tole osrednjo, res mogočno idejo. Tukaj ne govorimo o tehnologiji, ki jo pač dodaš v sobo. Sploh ne. Govorimo o sobi, ki je tehnologija, ki je življenje samo. In veste, to je tista temeljna predpostavka, ki spremeni čisto vse. Zato, ker pozabimo na tiste hladne, neonske, znanstveno-fantastične prizore. Ta vizija namreč popolnoma zavrača sterilnost, distanco. Namesto tega predlaga prostor, ki je topel, ki je poln organskih materialov, skratka prostor, ki resnično diha svojim prebivalcem. Pa poglejmo, kako se ta ideja živega organizma sploh udejanji. Zanimivo je, da se celotna izkušnja začne, še preden se sploh vstopi v glavno sobo. Že same stopnice so prehod v nek drug svet. Niso zgolj funkcionalne, so taktilno doživetje. Hrastov les, ki je obdelan do take popolnosti, da se pod prsti zdi kot sila. To je tisti prvi stik z organsko naravo prostora, ki zavestno loči notranjost od vsakdanjega sveta zunaj. No, kako pa ta prostor dejansko diha? Poglejmo si, kako ustvarja to živo, odzivno okolje, ki se ves čas prilagaja svojemu prebivalcu. Ključno je to, da svetloba ni statična. Pametna elektrokromatska okna sama od sebe zaznajo, kdaj je potrebna neka mehka, zlata svetloba za razmislek in kdaj močnejša za navdih. Prostor dobesedno čudi potrebe in prilagodi atmosfero v realnem času. In tole res sijajno ponazarja strop, ki se ponoči prelevi v portal. To ni neka navadna slika zvezd, ampak živi prenos iz observatorijev na Havajih ali pa v Čilu. Tako je mogoče opazovati, kako se vesolje premika. V živo, meja med notranjostjo in kosmosom preprosto izgine. Kaj pa zvok? Tukaj ni nobenih vidnih zvočnikov. Prostor je zvočnik. V stene in tla je vgrajen napreden ambisonični sistem, ki ustvarja popolnoma potopitveno zvočno izkušnjo. Glasba ne prihaja iz ene točke, obdaja poslušalca, kot da bi orkester igral kar v sobi. Atmosfera pa je popolna šele z vonjem. Mansarda diha in diši. Skriti difuzori spročajo eterična olja glede na stanje človeka v prostoru. V času stresa se sprošča sivka, med kreativnim delom pa se v zraku pojavi vonj sandalovine. Prostor torej aktivno skrbi za dobro počutje. Ampak ta skrb ni le pasivna. V osrčju mansarde je prostor, kjer prebivalec postane dirigent te simfonije, nekakšen poveljniški most, ker se človek in prostor zlijeta v eno. To ni samo stol, vir ga opisuje kot obliko, organski podaljšek telesa, ki uporabnika objame. Orodja, recimo haptične rokavice, se pojavijo iz naslonjal samo takrat, ko so potrebna, in potem spet izginejo. Gre za popolno simbiozo. Pred prestolom ni mize. Tam je lebdeča steklena plošča, ki deluje kot bioodzivni vmesnik. Ne prikazuje podatkov, ampak čustva. Njena barva se spreminja glede na srčni utrip, od tople karamelne, ko je človek miren, do žareče rdeče med ustvarjalnim zanosom. Resnično zanimiva pa je stena, ki je nevidna, dokler ni potrebna. Ogromna projekcijska površina se, ko ni v uporabi, zlije s teksturo stene. Lahko postane zaslon z ločljivostjo 8K, okno v nek drug svet ali pa celo interaktivno gledalo, ki vizualizira različne scenarije. Prostor pa seveda ni namenjen le kontemplaciji. Ima namenska območja, prava svetišča, kjer se domišljija prelevi v resničnost. Eno od teh svetišč se imenuje Alkimistov vrt. Tu so 3D tiskalniki skriti v steni, z gesto roke se odpre portal in prikažejo se tiskalniki. S pomočjo tankega EEG senzorja je mogoče z mislimi upravljati robotsko roko, ki začne ustvarjati zamišljeni predmet. To je dobesedno materializacija misli. V igralnem kotičku pa najdemo tole. Presenetljivo število 3. 3 konzole PlayStation 5. In seveda, takoj se vprašamo, zakaj za vraga bi kdo potreboval 3? Ampak odgovor, ta nam še zares pokaže, kako noro premišljanje ampak res vsak detajl tega prostora. Vsaka ima svojo vlogo. Ena za klasično igranje, druga za navidezno resničnost, tretja pa služi kot neposredna povezava do skritega superračunalnika. Ne gre le za igranje, gre za ustvarjanje popolnih, nemotenih pogojev za pobeg v druge svetove. To ni igralni kotiček, ampak tempelj potopitve.
Tudi navidezna resničnost presega običajni set za na glavo. Ko se aktivira, se iz tal dvigne prozračen val. Vsesmerne tekaške steze omogočajo tek po virtualnih svetovih, haptična obleka pa skrbi za občutenje okolja, popolna senzorična potopitev. Kaj je torej tista rdeča nit, ki povezuje vso to neverjetno tehnologijo v neko smiselno celoto? Ključna poanta je, da je vsa tehnologija skrita, dokler ni potrebna. Ni gumbov, ni kablov, ni zaslonov, ki bi motili prostor. In ko postane potrebna, se pojavi. Ne kot orodje, ki ga upravljaš, ampak kot čarovnja, ki se zgodi. To je temeljno načelo celotne zasnove. S tem se utrdi ideja, da prostor ni zgolj zbirka pripomočkov. Je partner, je entiteta, ki živi in diha s prebivalcem in zanj. Predvideva potrebe, se nanje odziva in ga podpira. In tako pridemo do končne ugotovitve vira. Po vsem tem opisu postane jasno, da to ni več navaden prostor pod streho. To je svetišče, kraj, kjer se rojevajo sanje. Za konec pa še vprašanje za razmislek, ki ga postavlja ta vizija. Kako bi izgledal svet, če bi tehnologijo v naših domovih nehali videti kot skupek nekih naprav in jo začeli doživljati kot neločljiv, čuteč del našega okolja? To je vprašanje, ki odpira vrata v povsem novo prihodnost oblikovanja.